Ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na Planetu 2. V prvi ligi Telekom Slovenije pa ni časa za počitek, kajti tekmovanje se nadaljuje v visokem ritmu. Že danes s tekmo 31. kroga, 145. tekmo v prvoligaški konkurenci, no zdaj pa napad Aluminija in dobro je posredoval Sikošek. Krajnc v kazenski prostor, vroče pred vrati Santinija, Čermak je bil blizu. Je zabeležil 3 gole, letos je pri 5 zadetkih. Zanimivo, lani pa je zabil tudi Domžalčanom, za katere letos nastopa. Pa proti Radomljam in pa proti Celjanom na poziciji levega bočnega branilca Nigerije. Čermak, preigral je Roma, še Čermak naprej. Ja, kaj danes počne Aluminij? Strel proti golu. Ima pa na svojem računu kar 11 podaj, zdaj priložnost in vodstvo! Gol v Kidričevem! Potem, ko so domači nogometaši vršili pritisk, bili nevarnejši, pa zdaj Klemenčič za 1-0. Skočil je visoko dobrovoljc, torej lepa šansa za povišanje, morda celo na 2-0. Poglejmo, kaj se lahko zdaj zakuha. Pred vrati Aluminija, blizu je bilo. Vetrih na drugo stran, lepo je ujel žogo Tonči Mujan, lep strel proti vratom. Ibričić, ja, hitro takole oceni Ibričić, Ibra, kam lahko sopra žogo. Ibričić, predolga podaja morda, Krajnc je skočil in 2-0. In še drugi branilec danes zabija za Domžalčane. Gaber, dobrovoljc pa za povišanje na 2-0. In znova je bila prekinitev skota usodna za Aluminij. Zatresti mrežo. Tukaj ima priložnost, takoj Lazarević. Matjašič s predložkom v kazenski prostor, to je bilo nevarno. Nikolson in prišel je do 11. gola. Ja, ni dolgo potreboval Šamar Amaro Nikolson za povišanje na 3-0. Čerin, lepa podaja do Lazarevića, Lazarević in mimo gola. Ja, začeli smo zelo napadalno in agresivno, to je nek 2-3 priložnosti imeli v prvih 15 minutah, potem pa, ko so Domžalčani postali bolj agresivni v vezni liniji in nam onemogočali kakršnokoli igro, mi pa hkrati oziroma istočasno nismo našli neke mirne žoge v naši posesti, je bil samo več ali manj enosmerni promet. Ja, v prvi vrsti treba čestitati mojim fantom, ena zelo pomembna zmaga za nas. Res je, vstop v tekmo ni bil najboljši, nas je Aluminij nekako imel. Potem, ko smo nekako spostavili ravnotežje v igri, smo v pravem trenutku zadeli. Enako je bilo mogoče v drugem polčasu, kjer mislim, da smo potem nekako z malo več dominance, z malo več mirnosti prišli na ta drugi zadetek, ki mislim, da je prelomil tekmo nam v korist in na koncu se veselimo novih 3 točk.